Soočiti se iz oči v oči s krokodilom, ja, težko je priti do prehranskega raja. Te fantje praktično tečejo skozi te mangrove, če ne najde velikega samca, bom lačen. Tako pač je. Ogenj že gori, kuhamo. Naj vam predstavim lovce. Imamo Avna, veterana, Mekija, čudežnega dečka in Džija, lačnega. O moj bog, fantje, poglejte tole zdaj. Smo globoko v tem mangrovskem sistemu in naslednjih 24 ur bom raziskoval z indonezijskimi domačini. In kar iščemo, je izmuzljivi velikanski blatni rak. Kot lahko vidite, smo zdaj globoko v tem mangrovskem sistemu. In v bistvu mi bodo pokazali, kako to počnejo. Uporabljali bodo tradicionalne metode, ki jih uporabljajo že stotine in tisoče let, da ujamejo te rake tukaj. In držimo pesti, da bomo kasneje ob ognju jedli prave velikane. Če ne ujamemo ničesar, bomo lačni. Tukaj lahko vidite fante pred nami. Trenutni načrt je raziskati te mangrove in najti velikanskega blatnega raka. Kot lahko vidite, se trenutno popolnoma pogrezam v blato. Tukaj je luknja. Torej, je tam notri rak? Torej, tam spodaj je rak. Poglej to. Pravkar je izvlekel to majhno kleščo. Slišiš ta drgnjenje? To je v bistvu zvok jekla, ki se drgne ob rakovo kleščo tukaj ali ob oklep. Ja, in potem, ja. Barva roke, v redu. Torej, ima obe klešči zunaj tukaj. Torej, je praktično brez klešč. Zdaj ga samo primeš. Tako, evo ga. Torej, evo ga, pravkar ima prvega raka danes, fantje. Vidite, da je tole majhna samica. Očitno bi v Avstraliji ta majhna samica, predvidevam, preživela. Tukaj v Indoneziji, fantje, morate spoštovati njihove načine. Ti fantje to počnejo, predvidevam, da zaslužijo denar in dajo hrano na mizo. Tako da ja, tukaj vzamejo praktično vse, kar najdejo, je zelo trajnostno. Kot lahko vidite, je ta mangrova tako velika in obsežna. Najdejo le nekaj rakov, vzamejo jih, prodajo jih. Nikakor jim ne bi mogel reči, da je to samica in da jo moramo vrniti nazaj. Fantje, danes si bom zadal nalogo, da ne pojem nobene samice. Torej, fantje, danes bomo morali najti velike samce, prav? To je to. Če najdemo velikega samca, ga bom z veseljem pojedel. Če pa najdemo samice, bom pustil tem fantom, da naredijo, kar želijo z njimi. Kako daleč pravzaprav sega ta mangrova? Od tu do oceana je približno 10 km. Torej, imamo zdaj za raziskati približno 10 km mangrovnega sistema. Ti fantje so prave mašine. Vidite lahko, da to počnejo vsak dan, da dajo hrano na mizo, ker te fantje res drvijo skozi mangrove, človek. Če se spomnite, sem v Avstraliji povsod ostal praznih rok pri lovu na velikanske blatne rake. Verjetno je to edini čas v mojem življenju, fantje, ko si dejansko želim najti rake. Upam, da mi bodo ti fantje tukaj v Indoneziji pokazali, da jih je več in da lahko najdemo velikanskega. Si v redu? Strup. Fantje so padli. Fantje padajo na vse strani. To je trenutno res noro, fantje. Ti fantje dobesedno tečejo skozi te mangrove. Res je noro, kako hitro se premikajo. Kaj? Nič, torej, to je v bistvu to, kar tukaj uporabljajo fantje. Vidite, zelo podobno je temu, kar uporabljamo mi. Kos lesa. Na koncu ima malo kljuko. V bistvu poskušajo, mislim, to spraviti v krempelj raka in ga izvleči. Tukaj je res noro. Nikoli si nisem mislil, da bom v Indoneziji prekleto gazil skozi mangrove. S fanti, ki to počnejo že tisoče in stotine let. In iskreno povedano, samo trudim se, da bi jim sledil. Tako da bom poskusil. Tako hitro še zdaj trudim premikati, fantje. Fantje so tukaj zunaj povedali nekaj precej smešnega. Pravijo, da je v resnici težko priti v kulinarični raj. To je v bistvu njihov rek. Pravkar so mi povedali, da imajo ta mangrovski sistem popolnoma karteran. Vedo, kje je vsaka posamezna luknja in praktično vsak možen skrivališče za blatnega raka. In če opazijo kakršnokoli svežo blato ali kakršnokoli gibanje ali kaj podobnega, potem to običajno preverijo. Zato se premikajo tako hitro. To je velika blatna školjka. Tako da lahko vidiš prav tam. Ali vi jeste te školjke? Ja, prav. Torej, ti fantje jedo te velike blatne školjke, tako da jih zdaj dajo v svojo vrečo. Wow. Potim se kot ciganski poteko, draga. Wow, ti fantje me praktično silijo, da tečem maraton skozi mangrove. Prav, še 10 km imamo do cilja. 1 kilometer smo že naredili. O moj bog, to je noro. Fantje so pravkar našli velik previs tukaj in pravijo, da je veliko svežega blata. Mislim, da bi lahko bil eden tukaj notri.
Slišiš tisti zvončkljajoči zvok? Zdaj ga ima, leze ven. Ima ga. O, samo majhen mali rak. Ni mi prav, fantje, da jim govorim, naj vrnejo majhne samice. Torej, morajo v bistvu narediti, kar morajo narediti. Če želijo obdržati majhne samice, je to v redu. Ampak jaz ne bom sodeloval pri tem, da bi jedel te majhne samice. Ker če mi to ne ustreza, tega pač ne bom naredil. Torej, fantje, morali bomo najti velikega samca tukaj, drugače bom hudiča lačen. Prav. Fantje tukaj so lovili blatne rake že od malih nog. Njihovi starši so jim tukaj pokazali, kako se lovi blatne rake. In med šolanjem očitno so prihajali sem in lovili blatne rake. Tako so si v bistvu plačevali šolanje. Zato sem fante vprašal, kako pogosto jedo blatne rake. In očitno jih jedo vsak dan. Kot veste, doma v Avstraliji in v ZDA ter drugod za te blatne rake plačujete veliko denarja. In dejstvo, da jih jedo vsak dan, človek, to je res noro. Zdaj gremo v globok kanal, za katerega mislim, da je kar dobro mesto za iskanje rakov. Očitno je ta mangrova precej znana po krokodilih, tako da moramo samo upati, da tukaj ne naletimo na velikega morskega krokodila. Ampak to je tisto, kar moraš narediti, človek. Tukaj sem z domačini. Ni šans, da bi se obrnil samo zaradi krokodila. Človek, če se spopademo s krokodilom, potem gre zares, mislim. Spet si krokodila na žaru. Ničesar ni, česar ne bi mogli speči na žaru, pravijo domačini. Prav tukaj sem našel luknjo. Noter je rak. Prav, maga tukaj. Tam je, prav tam. Oh, majhen samec je prav tam. Dobro opravljeno. Še vedno ni prave velikosti, ki jo iščemo tukaj zdaj, ampak želimo najti res velikega. Našli bomo pravega velikana, človek. Ni šans, da ga ne bi. Če ne najdemo velikega samca, bom lačen. Tako pač je. Ne grem iz tega prekletega, oddaljenega indonezijskega mangrovskega sistema, dokler ne najdem prekletega velikanskega samca. Praktično imajo Google zemljevide v glavi. Točno vedo, kam gredo tukaj. Verjetno smo zdaj približno 4 kilometre globoko v tem mangrovskem sistemu. Vse nam že zgleda popolnoma enako, ampak ti fantje, oni poznajo vsak korak, poznajo vsako luknjo. V redu, ravno sprašujem fante, ali so tukaj povsod krokodili in vse to. In pravijo, da čim bližje smo ustju reke, tem večja je možnost, da bomo prišli iz oči v oči s krokodilom. Ja, občutek je kar malo zastrašujoč, ne bom lagal. Kaj naredijo, če pridejo iz oči v oči s krokodilom? Lahko vprašaš. Mogoče zležimo. Ne, mi zbežimo. Ja, mi iščemo hrano in oni iščejo hrano. Zato tudi mi zbežimo. Oni nabirajo vse te velike blatne školjke. Ali jih prodajajo, ali jih obdržijo? Mislim, da so za hrano. So za hrano. Večina ljudi to ve. Torej, ja, nihče jih ne kupuje. Samo pojedo jih. Poskusi jih nekaj malo kasneje. Ampak veste, če ne najdemo enega res velikega samca blatnega raka, bom razočaran. Torej, fantje, velik samec blatnega raka. Moramo ga najti. Gremo. Običajno je vse to pod vodo. Zdaj imamo ogromen oseko. Plima se je omaknila, zato lahko hodimo skozi ta mangrovski sistem. Edini način, da jih upočasnimo, je, da jim ponudimo cigarete. Tako jih samo kličeš nazaj. Fantje, imamo cigarete, vrnite se. To je edini način, da se vrnejo. Drugače nas samo pustijo daleč zadaj. Ne bi verjeli, fantje. Zdaj sem res žejen, poglejte to. Imamo kokos, nič ni v njem. Ja, ravno ko smo mislili, da imamo nekaj tekočine, ni ničesar v tem. Prekleto. V redu. Mislim, da smo dosegli konec tega mangrovskega sistema. Poglejmo si ga. Tukaj je to čudovito zeleno jezero. Mislim, da moramo iti še malo naprej. V to smer so velike luknje. Ja. Tukaj fantje pravijo, da so videli nekaj krokodilov. Torej, očitno, ko postanejo res lačni, pridejo globoko v te mangrovske sisteme. Zato se bom poskušal držati stran od roba vode, ker nočem, da bi me požrl slanovodni krokodil. Ne obnašajo se kot krave, konji prihajajo po vodo. Ja. In potem krokodil pride samo po hrano. V redu, torej krokodili večinoma prežijo ob teh bregovih tukaj. Pojdimo stran od te vode, nočem biti naslednji obrok. To se ne bo zgodilo. Tako je, srečamo ga. Bežimo. Srečamo ga, bežimo, to je načrt. Mislim, da so fantje tukaj zgoraj pravkar našli veliko rakovico, fantje. Poglejte to, on je dober človek. Wow, dobili smo to samico rakovice. Zdaj je res vznemirjena, vidite. Te samice so veliko bolj bojevite kot samci. Mislim, da to velja v svetu rakovic in tudi v resničnem svetu, 100%. To bomo obdržali,
To je precej velika samica, lepa samica, fantje, dobro delo, wow, to je danes večja rakovica. Še vedno ni tisti pošastni samec, ki ga iščemo, moramo najti velikega pošastnega samca. In potem, če bomo imeli srečo in našli enega od teh fantov, ga bomo kasneje lahko skuhali. Fantje pravijo, da je ta velika samica res dober znak, da je tu nekje samec. Mislijo, da bi moral biti v bližini velik samec, ki se pari s tole tukaj. Poglej to, pravkar so opazili velikega raka. Sveta mati, poglejte tega raka, fantje. Saj se hecate, poglejte to. To je velik samec, to so velika usta, to je velik samec. Usta, prav, poglejte tole tukaj, fantje. To je tisto, zaradi česar smo prišli. Poglejte to, fantje, to je tisto, kar hočemo. Poglejte tega raka, uspelo nam je, stari. Poglejte tega velikanskega samca, blatnega raka. Juhu! Uspelo nam je, fantje. Juhu! Poglej te klešče, človek. Res so zarjavele barve tukaj. Imajo temno-oranžen odtenek. Vsaj v Avstraliji, ko so tako zelo zarjavele barve, tiste temno-oranžne, to pomeni, da bodo kmalu odvrgle svoj oklep in dobile novega. Rekel sem fantom, poiščimo prostor, dajmo ga na žar. Pripravimo nekaj za pojest in to bomo pojedli za kosilo. Kaj misliš, Gio? Ja, Pojdimo od tu. Uspelo nama je, draga, prav. poglej večjega. Lačen sem. Ja, tudi jaz sem lačen. Trenutno se sprehajava naokoli. Nabirava nekaj netiva z teh dreves, kot lahko vidiš tik za menoj. Prižgali bomo ogenj tukaj ob tem jezeru. Ogenj bomo pripravili za kuhanje in takoj bomo začeli s temi blatnimi raki. Malo sva se že spotila tukaj zunaj, ne vem za vas, fantje, ampak jaz sem res lačen. Mislim, da je čas, da zakurimo ogenj. V redu, malo gneče, vse to je mrtvo. V redu, kaj pa ti tukaj počneš? Zanetivo. Ravno kar so odlomili košček lubja tukaj, lahko vidiš, in ravno so začeli prižigati ogenj. Počasi dodajajo majhne vejice na ta ogenj, očitno ga želijo postopoma povečati. Zdaj, tukaj, ali najprej naredijo žerjavico, ali dajo kar neposredno na plamen. Blatni rak. Kako to naredijo? Neposredno na plamen? Prav, v redu, prižgimo ta ogenj za kuhanje in pripravimo tega blatnega raka, človek. Tako sem prekleto navdušen, uspelo nam je, fantje. Počasi ga gradijo v pravo ptičje gnezdo. Trdno je. Wow, no, nekaj velikih drv. V redu, trenutno imamo ogenj za kuhanje, vsi fantje so tukaj in razmišljamo o tem. To je bil verjetno eno najtežjih mangrovskih območij, skozi katere se mora kdaj hoditi v svojem življenju. Je veliko bolj trdno in preprosto boleče. Človek, res sem si nabral apetit. Ne vem za vas, fantje, ampak jaz sem res lačen. In komaj čakam, da damo tega raka na ogenj. To je tisto, za kar trenutno živimo. Tukaj smo. Pravkar bomo uživali v tej pojedini, se že kuha. Fantje, veste, napišite v komentarjih je že pestro, rad vas imam vse. Imamo tega ogromnega raka tukaj, fantje. Hoteli so ga dati naravnost na ogenj, popolnoma živega, ampak sem jih ravno vprašal, če ga lahko usmrtijo na bolj human način. In zdaj ga bomo usmrtili na najbolj human način, kar je mogoče. V bistvu je centralni živčni sistem tukaj v telesu. Samo en zbod naravnost navzdol, tako, in od zdaj naprej je popolnoma mrtev, fantje. Mrtev je, kot lahko vidite. V njem ni več ničesar. Tukaj imam pošastnega blatnega raka, fantje. Dali ga bomo naravnost na ogenj. Pekel se bo kar neposredno nad ognjem, popolnoma čudovito. Tako se to dela, njegove klešče se še vedno premikajo, to je zaradi vseh živcev in podobnega. Zdaj se ta rak kuha v lastnem soku, sokovih, kot lahko vidite tukaj. Ob tem sem zdaj že strašno lačen. Ja, na stran bodo dali tudi nekaj blatlih školjk, ki so jih našli. Kako dolgo običajno pustijo raka nad ognjem? 10 minut. 10 minut? Ja. Je? Ko dobi tisto živo oranžno barvo in potem jo nekako odstranijo. Ja. Enako je v Avstraliji, približno 10 minut neposredno nad ognjem, ko dobi tisto živo oranžno barvo, potem veš, da je čas, da jo odstraniš. Pravzaprav me zelo zanima, ali imajo drugačen okus kot tiste, ki jih dobimo pri nas v Avstraliji. Torej ja, to je vznemirljivo. Dagnje, ko se odprejo, so praktično pripravljene za jesti. Je to to? Ja, v redu. Takoj, ko se te dagne odprejo, fantje jih bodo takoj začeli jesti.
lahko jih vidiš tam. Nikoli prej še nisem jedel ene od teh velikih blatnih školjk, zato sem res navdušen, da jo poskusim. Torej, za tistega ogromnega blatnega raka, fantje, tukaj bi ga prodali v Indoneziji, mislim vsem restauracijam in podobno, za 24, za tistega velikanskega blatnega raka. Za tiste ogromne samce blatnih rakov ali katerokoli vrsto blatnih rakov, tukaj dobijo 7 avstralskih dolarjev na kilogram. Torej ja, to je res noro. Veste, koliko stane v supermarketih in v vaših restauracijah, če želite kupiti blatnega raka? Noro, da ga tukaj prodajajo za tako malo. Zdaj imamo pravo pojedino morske hrane. Čas je, da se fantje lotijo. Fantje, danes smo imeli res dober lov. Mislim, da je čas, da si vsi vzamemo malo morske hrane in uživamo. Malo pojejmo, uspelo nam je. Našli smo ogromnega samca blatnega raka. Kar izvolite, vzemite si, kar želite. Vi ste bili tisti, ki ste mi pokazali, kam naj grem. Zato si vi vzemite. Prav, najprej bomo poskusili blatne školjke. Vsi bomo poskusili eno. Ja, prav. Vsi bomo poskusili eno. Jaz še nikoli nisem jedel ene od teh prej. Vidite, to so blatne školjke, ki smo jih našli. Torej, na zdravje, fantje. Je kot mešanica med pokravačo in ostrigo. Ja. Mislim, da je to najboljši način, da to opišem. Je malo žvečljivo kot pokravača, ampak ima okus po ostrigi. Tako da je v resnici res, res dobro. Všeč mi je, dobro je. Čas je, da se lotimo glavne jedi, draga. Ta ogromen moški blatni rak, ki smo ga dobili. Zdaj bom odlomil eno od teh klešč. Fantje, vam je v redu, če si vzamem veliko kleščo? Je to v redu? Tega si dobil ti. Lahko poskusim? Prav. Poglejte to zdaj, fantje. Dobili smo velikansko kleščo samca blatnega raka. Poglejte to. Ta rak je bil popolnoma napolnjen z mesom. Vidite lahko tukaj. Prav, tukaj imamo to ogromno kleščo, fantje. Čas je, da se lotimo. Indonezijski blatni rak. Poglejmo, kakšen je. Wow. Ne moram opisati, kako dobro je to, fantje. To je res ena najboljših morskih jedi. Res dober. To je ena najboljših morskih jedi, ki jih lahko dobiš na planetu Zemlja. Prav tukaj. Ogromen blatni rak. Naravnost iz blatlih plitvin tik za nami. Jaz in fantje. Vse to bomo zmazali, fantje. To je naš obrok. Z veseljem sem vas vzel s sabo na to dogodivščino in res se vam želim zahvaliti. Meklovskemu in vsem vam fantom hvala, da ste nas peljali ven. To je bila res nora epizoda. Ne pozabite všečkati in se naročiti, če vam je bila ta všeč. Se vidimo v naslednji divji pustolovščini. Veliko ljubezni, šiho!